Govorimo o zelo pomembnem poročilu, se pravi razpravljamo o rastlinskem in gozdnem razmnoževalnem materialu. Vsi vemo, da so semena, sadike ključni za tako na eni strani zagotavljanje prehranske varnosti, za inovacije, za razvoj, dvig pridelkov, po drugi strani pa tudi zelo pomembno za prilagajanje na podnebne spremembe. Danes vidimo, da se vreme spreminja, zato treba poiskati tudi s pomočjo novega sadilnega materiala odporne sorte tako na klimatske spremembe, pozebe, pa po drugi strani tudi na odpornost na pesticide. Kar se tiče tega poročila, ga podpiram. Mislim, da je v njem pravo ravnovesje med tem, da je na eni strani podpora tako inovacijam, konkurenčnosti na tem področju, da resnično lahko odgovorimo na te velike izzive, po drugi strani pa, da tudi skrbimo za biodiverziteto, da so posebna pravila za ekološko semenarstvo, ki je urejeno posebej zunaj tega, da je pravzaprav potrebna tudi sledljivost vsega materiala, da so jasno označeni tudi tisti materiali, kjer so te nove genomske tehnike uporabljene. Po drugi strani tudi zelo pomembno, da omogočimo menjavo teh semen, prodajo v malih količinah, kajti ti mali proizvajalci nikakor ne smejo biti prizadeti s to uredbo in mislim, da je Herbert Dorfman in ostali pri pripravi tega poročila to zelo dobro upošteval, zato ga bom podprl in predlagam tudi kolegom in kolegicam, da poročilo podprejo.